Lep pozdrav, moje ime je Marjeta in danes bom vodila pogovor o trenutnem dogajanju na finančnih trgih. Pod drobnogled pa bomo vzeli kriptovalute. Kriptovalute so ob koncu leta 2023 in 2024 doživele neverjetne rasti. Nekatere pa so celo dosegle svoje rekorde. Zato se nam bo danes pridružil strokovnjak na področju digitalnih naložb, gospod Benjamin Samotorčan. Benjamin, pozdravljen, živjo. Benjamin je direktor prodaje pri podjetju Incrementum in že 16. leto zapored pomaga ljudem pri investiranju. Organiziral je prek 100 predavanj na področju vseh finančnih segmentov, zato verjamem, da je že zelo znan obraz na finančnih trgih. Benjamin, bi mogoče še ti dodal kakšno besedo, stavek o sebi? Ja, saj ti kar dobro gre, tako da jaz bi kar poslušal. Lahko se pa tudi sam še na kratko predstavim. Benjamin Samotorčan je moje ime. Sem direktor prodaje pri podjetju Incrementum in 16 leto že profesionalno pomagam ljudem pri investiranju, tudi podjetjem. Sam kot investitor sem že na finančnih trgih prisoten že od leta 97, se pravi slabih 30 let. Tako da sem marsikaj že doživel. Na srečo več dobrih stvari, seveda pa tudi nekaj slabih. In da sem iskren, tudi nekaj napak sem naredil, noben se ne rodi popoln. No, in te napake so me gnale, da sem se vrgel v izobraževanje, zapravil kar nekaj tisočakov, pridobil licence, so tam, kjer so bile potrebne, in zato zdaj z veseljem podajam svoje znanje naprej, da pač investitorje, bodoče investitorje obvarujem pred napakami, ki sem jih sam počel in pri tem neizmerno uživam. Tako da, ja, tako kot si rekla, ne, kriptotrg je trg, ki je meni dal priložnost, ker mislim, da jo v življenju več ne bom dobil. Bil sem navajen na donose ostalih segmentov finančnega trga, recimo delniški trg, kjer sem, dosegal rezultate, 50-100% v parih letih, kar je bil lep rezultat za tiste razmere. To, kar je pa kripto naredil v prejšnjem ciklu, pa še prej, to je pa, mislim, da takih priložnosti več ne bom doživel v tem mojem življenju. Benjamin, zadnji 2 leti si vlagatelje na socialnih omrežjih opozarjal na ogromen potencial, ki si ga videl v kriptovalutah. In kriptovalute so se res izkazale za enega najbolj donosnih finančnih segmentov zadnjih let. Ali nam lahko poveš, zakaj si bil pred letom dni, ko je bila večina vlagateljev prestrašenih, ti tako pozitiven glede kriptovalut? Zato, ker sem se takrat spomnil na besede največjega investitorja na svetu, Warrena Buffetta. In on je pač rekel, takrat, ko je vse rdeče, ko vsi bežijo, ko je prisoten strah, ko se samo slabo govori o določenih segmentih finančnih trgov, takrat je točka maksimalnega vstopa, maksimalne priložnosti. In v bistvu to, kar se je zgodilo leta 2022, ko je kriptotrg beležil največji padec med ostalimi segmenti finančnega trga, sem se sam nasmejal, ker dejansko je ponudil zamudnikom priložnost, da vstopijo na ta trg in imajo spet neke donose. Nič nisem bil prestrašen, zato ker to ni bilo prvič, kar se je zgodilo, da bi se trg toliko prelomil. Vedno so bili po ciklu, se pravi po doseženem vrhu, močni padci, več kot 90%, zdaj je bil 80%, dobrih 80%, čeprav določene kriptovalute so padle tudi 90 ali več. Ampak v bistvu, ko pogledaš ta trg, ta segment iz drugega zornega kota, iz odra, če lahko rečem, vidiš, da se tehnologija normalno razvija naprej, ker pač tehnologija rabi čas, vsaka stvar rabi čas, da se razvije. Ne? In tehnologijo briga, koliko je cena bitcoina, koliko je cena tega projekta, briga. Ona pač rabi čas, da se razvije. In v bistvu fundamentalno, se pravi, fundamenti so bili zelo močni. Sam razvoj blockchain tehnologije je močno napredoval. V bistvu smo zdaj na nek način že v zadnjem stadiju samega razvoja. Na koncu tudi lansko leto, ko sem bil na enem zelo pomembnem kongresu v Barceloni, mi je to sam potrdil. Tam sem bil v družbi
predstavnikov največjih svetovnih bank. Tam so bili predstavniki Microsofta, oddelka umetne inteligence, bil je bivši direktor Googlea Erik Schmidt, bil je predstavnik hongkonške vlade. Mislim, to, kar se dogaja na področju blockchain tehnologije, to zdaj me kar mrazi. In sem zelo vesel, no, da so dobili, če lahko rečem, zamudniki še eno priložnost, da lahko vstopijo z svojimi prihranki v trg, ki je z letošnjim letom januarja, ko so bili odobreni ETF skladi, postal del tradicionalnih financ. Wall Street v bistvu rokuje z ETF skladi oziroma Bitcoin ETF skladi in to je tudi že v bistvu spremenil sam cikel, namreč Bitcoin je pred tednom dni oziroma 14 dnevi dosegel svojo najvišjo vrednost, pa halvinga sploh še bilo ni, recimo. Ne. Tako da veliko pozitivnih stvari se dogaja v korist kriptotrgu in tukaj še enkrat ocenjujem, da je priložnost za vstop na ta trg še vedno, glede na potencial, ki ga ta trg ima. Se pravi, tukaj govorimo o donosih, zdaj točne številke ne bom povedal, ampak kar nekajkratnih naložbe. Kakšen vpliv pa je imelo to sprejetje ETF-a na rast cen? Ja, v bistvu, kriptovalut? že ko se je začel govoriti v koncu leta 2023, se pravi, je bilo že neko pričakovanje, ETF-ji bodo odobreni, sicer je bilo malo negotovosti, januarja so bili odobreni in v bistvu povpraševanje po naložbah v ETF sklade vezane na Bitcoin je bilo nad pričakovanjem. Samo v 4 dneh je šlo skoraj 3 milijarde v ETF-e. Povpraševanje je bilo en dan celo 10-krat večje, kakršne je bilo v primerjavi z dnevno ponudbo na novo izrodarjenih Bitcoinov. Tako da potencial povpraševanje največjih svetovnih upravljalskih družb, se pravi 9-11 ETF skladov je odobrenih, vsi upravljalci upravljajo več kot 30 000 milijard, se je špekuliralo oziroma govorili, da bo nekje procent kapitala iz tradicionalnih naložb šlo v Bitcoin ETF sklad. Zdaj se ta procent že dviguje na 2-3%. Ne. To pomeni, da bo ogromno denarja prišlo. Sploh v Bitcoin in Bitcoin je že ta trenutek na novih vrhovih, kje se bo ustavil v tem ciklu, ne vem. Jaz ga vidim nekje med 150 in 250 tisoč evri, kar pomeni, da bo naredil kar lepo rast, ne. Zdaj smo nekje čez 70 tisoč. In ja, tukaj je potenciala, sam ga pa vidim tudi drugje še, kjer je še večji potencial kot sam pri Bitcoinu, tako da tukaj imamo res priložnost. No. Torej, Benjamin, si še mnenja, da smo na vrhu cikla že ali še ne? Namreč mene v zadnjem času ljudje blazno veliko sprašujejo, a je zdaj še pravi čas, da vstopim v svet kriptovaluta, sem že vse zamudil. Kako ti gledaš na to? A je tista prava čas? Ja, kje pa v bistvu bikovski trend oziroma trend rasti, cikl rasti se je šele začel. Zdaj, če se obrnemo nazaj na prejšnje cikle oziroma halvinge, ki so bili, vedno je bil dosežen nov vrh. Se pravi, če gledamo 2017, ko je bil vrh decembra, ko je Bitcoin dosegel tistih skoraj $20,000 za en Bitcoin, pa potem v 2018 močno padel, več kot 90%, pa spet 21. leta spet nov vrh, skoraj $70,000. Torej vsak vrh naslednji je višji. Tako. In v bistvu, ko si me vprašala, zdaj smo še na začetku, čeprav nekateri naši vlagatelji so že podvojili svoje vložke in se tudi že javljajo, že kaj, treba se umikati, bo spet padel, oziroma tukaj pač izobražujemo ljudi, da je to šele, bom rekel, začetek cikla. Zdaj prehajamo počasi v drugo fazo cikla. Treba se zavedati, da institucije čisto potihom prihajajo noter in kot investitor sem mnenja, da se je treba obnašati tako, kot se obnašajo veliki. Ne kupovati takrat, ko vsi kupujejo, ampak takrat, ko so trgi rdeči, ko je strah prisoten, ko se vse slabo piše. In tudi v bistvu opazujemo okolico ljudi, ki pač ne poznajo kriptotrga v taki veličini kot ga sam, ki ga tudi spremljam dnevno.
Opažam pač okolico, kako je, in v bistvu okolica se odziva tako, da smo zdaj v prvem ciklu. Recimo, ko je trg padel, me je marsikdo vprašal, a kriptovalute, a to je še kaj, a je šlo že vse v franže. To je dober signal, ne, da smo na nekem dnu, oziroma da smo na neki točki maksimalne priložnosti. Zdaj, ko jih opažam, ne, ko so prebrali v novicah, tudi po radiju sem slišal, da je Bitcoin dosegel nove rekorde, ne, zdaj nič ne sprašujejo. Ne. Zdaj gledajo, pa opazujejo, nekaj se dogaja. Ne. In v bistvu, ko bodo oni začeli spraševati, da bi pa oni zdaj investirali, takrat je pa signal, da se bo treba počasi umakniti. Torej, kupimo, ko je poceni, in prodamo, to je ko definicija investiranja. Se pravi, investirajo v nekaj, kar je poceni, in prodaj, ko je drago. Pa ni to samo kripto, to praktično se uporablja v vseh segmentih finančnega trga. Tako na delniškem trgu, trgu plemenitih kovin, nepremičninskem trgu. Vedno je treba trg raziskati, preden vstopate kot investitor, kje v ciklu vstopate, in seveda se držati pravil posameznega segmenta finančnih trgov, so pa različna. In za kriptotrg lahko rečem, da je razmerje med tveganjem in pa donosom najbolj uravnoteženo. Se pravi, če zdaj še ovržemo ta strah, da kripto bo ali ne bo, ker ga zdaj ni več, ker kripto je že, se nimamo kaj bati. Tako. Kje pa ti trenutno vidiš največje priložnosti? Zdaj, ali je to Bitcoin, ali so to kakšni drugi kovanci, ker vemo, da jih imamo ogromno, ne? Ja, Bitcoin je najbolj poznana kriptovaluta. 2010 je bila lansirana na trg kot odgovor na prejšnjo finančno gospodarsko krizo. In Bitcoin se danes že tretira kot digitalno zlato, se pravi, ga je v omejeni količini, ne bo enega več, 21 milijonov jih je, ko se bojo vsi zaudarili, je to. Zdaj, če si me vprašala, ali je to Bitcoin, ali so to drugi kriptoprojekti, bom iskren, tudi Bitcoin bo naredil kar lepe rezultate še, vendar ocenjujem, da sem sam, kot najbrž ti, pa še marsikdo drug, zamudil Bitcoin. Ker če bi se vrnila 10 let nazaj in bi takrat kupila Bitcoin, bi imela danes več kot 150-krat več. Danes pričakovati pri novi rekordni ceni Bitcoina, da bo Bitcoin še za 150-krat zrastel, je sicer teoretično možno, praktično pa malo težje, ker tukaj bi mogli pa res velik denarja preteči v Bitcoin, da bi se to zgodilo. Bo naredil lep rezultat, ampak ocenjujem, da na kriptotrgu obstajajo projekti, realni projekti, ki bodo izboljševali posamezna področja in jih že izboljšujejo, ki pa imajo še potencial, kot ga je imel recimo Bitcoin 10 let nazaj. Torej, na tem trgu so projekti, kjer lahko pričakujemo 50-70-kratno povečanje, 100-kratno povečanje. Seveda je treba pa tukaj tudi previden, pri izbiri samih. Treba jih analizirati, spremljati in tako naprej. Jaz bi se dotaknila mogoče še blockchain tehnologije, in da bi nam ti podal kakšen primer, kjer blockchain tehnologija že rešuje aktualen problem. Ja, tukaj najbolj, da povem slovenski primer. Slovenci smo zelo uspešni na področju blockchain tehnologije. Če omenim projekt CargoX, eden od solastnikov Štefan Kukman, to je bil tudi članek v reviji Manager leta 2022. On je v bistvu v panogi, ladjarski panogi, se pravi, naredil na blockchain tehnologiji platformo za vpis tovornih listov. Zdaj, predtem so to vse vpisovali ročno, prihajalo do zmede, marsikateri kontejner se je izgubil. Zdaj, ker v bistvu blockchain zagotavlja verodostojnost, tukaj ni nobenega problema, je lažje, cenejše in pa hitrejše. In njemu je uspel podpisati pogodbo z egiptovsko vlado, kar pomeni, da vsaka ladja, ki vpluje v egiptovsko pristanišče, mora preko te platforme vnesti tovorne liste. In to ga je samo v enem letu izstrelil med 100 najbogatejših Slovencev. Se pravi, uporabnost samega projekta daje vrednost kriptovaluti, če lahko temu tako rečem. Tu zdaj zadnje dni berem sam kontrakt, kjer lahko z kriptožetonom trgujete z električno energijo. Tako da na vseh področjih, kjer bo prisoten blockchain, recimo za volitve, sem tudi že leta 2018 bil povabljen, da testno volim preko blockchaina, ker saj veš, kako je, vedno tisti, ki izgubi volitve, pravi, da so ukradene, pa zgoljufane, pa zmanipulirane,
Če bi bilo to preko blockchaina, prvič bi bilo cenejše, hitrejše, minuto oziroma sekundo, če sedem imeli rezultate, ne bi rabili iti na volišča preko pametnega telefona, ker ga ima danes praktično že vsak. Ne. Lahko iz sedežne z morja, kjerkoli oddamo glas v volilnem obdobju in to je to. Potem je tukaj sledenje nabavnim verigam. Tukaj bojo kar korenite spremembe in v bistvu gospodarstvo kot tako podjetja, ki ne bodo uporabljala blockchain tehnologije tam, kjer je verodostojnost potrebna, bojo enostavno nekonkurenčne. Tako da iz tega vidika se pač pričakuje velika uporabnost blockchain tehnologije oziroma segmentov, ki izboljšujejo njihovo področje. Super. Ogromno izvrstnih informacij si nam podal, za katere pa človek potrebuje vseeno ure in tedne, a ne? In večina Slovencev nima časa, da bi spremljala te finančne trge. Kaj bi ti tem ljudem svetoval? Ja, vsekakor mi svetujem, da se udeležijo kriptotrga kot investitor. Brez strahu? Brez strahu, seveda je tukaj pač zahtevano neko znanje, treba je biti previden, ogromno je prevar, hiter nasedeš, zelo previden moraš biti, kar že finančno pismen, da znaš razbrati, kaj je res in kaj ne. Ja, lahko vstopajo sami, treba je pač odprt račun na kriptomenjalnici, zdaj, kjera kriptomenjalnica je prava, je treba narediti raziskavo, a je onshore, a je offshore, a ima kritje, ima licenco, kakšna je hramba in tako naprej. Potem je treba ta račun verificirati, tja nakazati sredstva in za pač ta sredstva izbrati kriptovalute. Zdaj, kjer je kriptovalute, na trgu je preko 27,000 kriptoprojektov, tukaj z gotovostjo trdim, 90% njih jih pač ne bo preživelo enostavno. Seveda tudi na drugi strani pa zagotavljam, da bo pa nekje 3 do 5% teh kriptoprojektov pa ultra donosnih in bodo tudi dolgoročno obstali, bojo naš vsakdan. Tako kot je bilo v dotcom balonu, ko je bilo malo more tehnoloških podjetij, danes povemo, kdo so giganti. Jih niso vsi, ampak so to pač ta glavni Google, Microsoft, Apple in tako naprej. Tako da ja, zdaj pa izbrati katero valuto. Lahko imate srečo, če greste na to, na kar se ne bi preveč zanašal. Potem je treba to kriptovaluto shraniti v denarnico, najbolj varna hramba je, se pravi, hladna hramba, preko ledgerjev, pametnih USB ključkov in potem tudi spremljati projekte, kaj se z njimi dogaja. Lahko, če ne znate priti v zaodrje samega projekta, se lahko vodstvo nekaj skrega, lahko projekt zaide, začrtane sledi, lahko zgubi fundament in v bistvu se je že zgodilo. Tudi propadajo lahko projekti, ki zelo obetajo, recimo, in tukaj je treba biti zelo pozoren in sam ocenjujem 4 do 6 ur dnevno vsaj časa spremljati te naložbe. Tisti, ki tega časa, znanja nimajo, tistim pa priporočam, da si pač najdejo nekega strokovnjaka, kar podjetje Incrementum vsekakor je. Mislim, da smo vodilno podjetje na tem področju konec 2018 po tistem padcu in ko je trg nakazal, da vstopa v nov cikel rasti, smo pač ponudili na trg kriptokošaro skrbno izbranih kriptoprojektov, ki so usmerjeni v tistih 3% kriptoprojektov. Ki so donosni. Tako, ki bodo ultra donosni. Ja, in samo v prejšnjem ciklu smo naredili več kot 4000% donos, kar jaz v svoji zgodovini finančni kot investitor še nisem doživel. Tako, kot sem rekel, v letu 2022 je trg padel, 2023 je že začel. Trg kot tak ocenjujem, da postaja vedno težji za, bom rekel, laične vlagatelje, ker se v bistvu koncentrira. Trg se bo zdaj očistil slabih igralcev, slabih projektov in tukaj pa ocenjujem, da rabiš pa kar nekaj znanja, predvsem pa časa, da pač znaš razbrati, kaj je dobro, kaj je fundamentalno podprto, a se podpisuje pogodbe, že funkcionira in tako naprej. Tako da ocenjujem, da z vsakim ciklom bo težje. Se pa tudi cikli, ker pač kriptotrg je zdaj za odobritvijo ETF skladov že presenetil
Namreč Bitcoin je že pred halvingom dosegel nove rekorde. Tako da se zna zgodi, da se lahko tudi ta cikl podaljša. Mogoče je zadnji, ne vem. To bo pokazal čas. Zmeraj je neprijetno napovedovati, kje bo, kako bo. Ocenjujem pa, no, da je kriptovlak že speljal. Eno leto nazaj je bila najboljša možna investicijska točka, to zdaj lahko rečem, takrat smo govorili, da smo bližje dnu kakor vrhu, ker je bil padec, ne, za propadom FTX menjalnice, to je bilo marca 2023. Zdaj smo pa v bistvu že kar zajadrali in vlak se že pelje. Lahko pa rečem, da še nima take hitrosti, tako da še lahko uskočimo in res lahko pričakujemo nadpovprečne rezultate. Kje se bo ustvaril nov vrh, ne vem, ampak v naslednjih 2 letih se pričakuje kar intenzivna rast. To ne pomeni, da bo samo rastlo. Značilnost kriptotrga je velika nihajnost. In tudi mi ocenjujemo, da bo nekje 7 do 9 korekcij, ki so lahko tudi 30-40%. Sicer bojo kratkotrajne, ampak sicer analitiki napovedujejo, da takih padcev več ne bo, da bo bolj tam 10-15%, ampak jaz rečem več. Kar ni nič hudega, to je samo še priložnost, da založimo kaj in s tem pač oplemenitimo svoje prihranke, zaščitimo pred inflacijo, ne samo to, dodatno povečamo. Tukaj so res iz prejšnjega cikla zgodbe, ki bi lahko zdaj celo noč govoril še, ampak ne bom. Tako da res dejansko mi pomagamo z našim portfeljnim znanjem, ki ga imamo strokovno službo, ki je v ozadju, ki zna priti v zaodrje samega projekta. Ponujamo res vrhunski portfelj. Lahko rečem, da trenutno 13 najbolj potencialnih kriptoprojektov, ki so ta moment na kriptotrgu. Tako da za vse tiste, no, ki nimajo poguma sami vstopati na kriptotrg, nočem strašiti, ampak vem, kaj se dogaja, ko pač spremljam okolico, ko ljudje sami vstopajo. Jaz imam, Marjeta, vsak dan dnevno klice, izgubil sem vse, mi lahko pomagate, ne morem, žal, ne. Tako da v izogib temu, za neko sigurnost, varnost na najvišjem možnem nivoju, je smiselno poiskati strokovnjaka, pa se prepustiti in brezstresno vstopati v kriptotrg. Tukaj, da pač tudi sam imam preko 1000 investitorjev, katerim pomagam na področju delnic, na področju kripta, zdaj predvsem, ne. In tukaj imajo moji investitorji podporo, se pravi, kadarkoli me lahko pokličejo, se pogovorijo, a je bilo smiselno zdaj kaj vložiti še, a je bilo smiselno kaj vendati. To pač mi delamo, imamo tudi zelo lepo izhodno strategijo, ki nima pridiha pohlepa in v bistvu je to moje priporočilo, no. Ne rečem pa, da ni sposobnih ljudi, lahko tudi sami vstopajo, ampak ne bodo pozorni na to, kar sem prej omenil. Mogoče še to, kaj so v bistvu največje napake v bull marketu? Največje napake, ki jih sam vidim, se pravi, če zdaj povzamem primer, ko pride nek potencialni vlagatelj k meni v pisarno na sestanku, se pogovarjamo, ko mu zadeve razložim, tako da jih razume in se strinja, da je to dobra investicija in se odloči za naložbo. Največja napaka je, da se to, kar sem mu razlagal na sestanku, hitro pozabi. In potem pride do neke večje rasti in že klic, to bo zdaj padlo, ne. Zdaj pa ni več pravi čas. Zdaj bo spet padlo, ker pač ljudje niso navajeni takih donosov. Jaz verjamem, ne vem, stranka, ki je investirala 3 mesece nazaj, pa ima že skoraj podvojeno, je to zdaj padlo, jaz bi to ven vzela, ne. 3 mesece nazaj so se pogovarjala, da pač targetirava na neko količino pridelanega denarja, ki ga bo pač kriptotrg dal, da si bo lahko pokrivala pokojninsko vrzel, nekdo, da bo rešil stanovanjsko problematiko, nekdo, da bo plačal kredit za bajto, ki ga ima, za hišo, ki ga ima. Tako da pol to hitro pozabijo in v bistvu izstopajo prehitro. Nikoli od mene ne boste slišali, da je treba vse prodati iz kriptotrga, ker pri kriptotrgu se nikoli ne ve.
Se pa dogajajo potem tudi stvari, ne, ljudem, ki sem predlagal, ne delno dvignejo po neki večji rasti, kar je smiselno. Ne. Večja, ko je neprekinjena rast, verjetno večja verjetnost je korekcija. Zdaj, kakšna bo, ne vem, ne. To pač noben ne ve. Takrat en del vzeti ven, nekaj 20% recimo. Ne. In pol te ljudje investirajo naprej, zato ker trg še raste, ker ni naredil korekcije. Ne. To sem imel tudi primer, ko sem stranki predlagal 15.000 evrov je dvignila ven, delno, ne. Čez 2 meseca me je klicala, če lahko pomagam, da so naprej investirali pa v prevaro. Kar je škoda. To so napake, ki jih pač opažam, se pravi, da prehitro me je klicala ena gospa, ki je investirala skoraj pod vrhom leta 2021. Seveda je bil nekaj drugače razložen. Mi smo imeli takrat že več kot 3000% donosa in jaz nisem ni razlagal, da je to zdaj ugoden vstop. Ne. Gospa, jutri se lahko prelom, samo če imate 10 let časa, ni nobenega problema. Jaz pa ne vem, kdaj se bo prelomil. Ne. No in seveda je bila v minusu, se pravi, doživela je ta padec, kot smo ga vsi. Celo leto 2022, pa 2/3 leta 2023 ni na kriptotrgu praktično nič dogajalo. Se pravi, leto in pol smo imeli priložnosti zelo ugodno vstopati na ta trg. No in zdaj, ko je začela rasti, je ona prišla nazaj na vložek in ona zdaj reče, ravno danes me je klicala, zdaj bi pa jaz to ven vzela. Ne. Jaz sem rekel, gospa, zdaj ste en let pa pol čakala, da ste prišla nazaj na 5, nič več nimate, a ne. Zdaj se je šele začela, zdaj pa še počakajte 1 leto pa pol, a ne, da boste imeli iz tega vašega vložka nek znesek, ki vam bo olajšal življenje. Se pravi, to so ta čustva, ki se dogajajo tokom cikla. Ne? Tako. In tukaj se pač trudimo, a ne, sej večina vlagateljev nam zaupa, nas posluša, ne vsi. Eni so zdaj že tudi kriptostrokovnjaki, zdaj se zastopijo, prej pa do 5 niso znali šteti, kar se tiče kripta, če me razumeš. In to je to, kar ocenjujem, da so največje napake, ki jih pač delajo ljudje oziroma investitorji v Biku. In tukaj je treba pač sam zaupati, če ste nam zaupali svoje sredstva, nas tudi zaupajte, da vas vodimo tokom investicije, da vas naučimo plavanja med različnimi segmenti, ker tudi na drugih trgih bodo še priložnosti. Tako da ni zdaj to, da investirate v kripto, pa je to. Mi hočemo pač z našim investitorjem sodelovati dolgoročno, se pravi, da gradimo premoženje, da ga tudi premaknemo, iščemo druge priložnosti, ker priložnosti bodo vedno. Tako, in res zaupanje. Tako. Super, Benjamin, hvala za tvoj čas. Informacije so bile izvrstne, zato se jaz že veselim najnega naslednjega pogovora. Upam, da bo Bik še malo počival, da ne bo preveč hitro šel gor. Hvala lepa za povabilo, pa se tudi jaz veselim. Srečen s tabo. Hvala. Nasvidenje. Nasvidenje.